tukaj okrog mene večina koalicijskih poslancev, večina ministrov in skozi Ljubljano smo se sprehodili peš. Kljub temu, da smo šli peš, nismo postavili nobene ograje, okrog nas ni bilo nobenega robokopa in Ljubljana ne izgleda kot vojno žarišče, kakor je izgledala pod prejšnjo vlado. Hočem reči, mislim, da tale naš današnji sprehod lepo ilustrira, kako drugačna je Slovenija postala v zadnjega pol leta, odkar imamo novo oblast. Drugi razlog, zakaj biti za, je ta, da ti referendumi nimajo popolnoma nobenega drugega smisla kot to, da je SDS, ki ni zmogla prenesti poraza na volitvah, poskušala že v začetku s prvim zakonom vlade, to je zakonom o vladi, nas potakniti in pokazati, da smo nesposobni. Kljub temu smo v pol leta premagali marsikatero krizo. Slovenija je ena izmed redkih držav v Evropi, ki je prilomila inflacijo in navznoter in navzven kažemo sposobnost in kompetentnost. Torej drugič bodite za, da lahko to delo vlade nadaljujemo. Tretjič pa bodite za, zato ker zdaj smo stanje umirili, potrebujemo pa novo družbeno pogodbo. In za novo družbeno pogodbo potrebujemo vaš mandat, da lahko postavimo stanovanjsko politiko in zgradimo 20.000 stanovanj, da lahko postavimo podnebno ministrstvo in vzpostavimo podnebno politiko in varovanje naravnih virov, da lahko Slovenija obrne nov list in da se bomo jutri zbudili v drugačni družbi. Zato v nedeljo 3-krat za.